Haj, dobrodošli v Puli. Zdaj sem se tle parkirala in tako, tam vidim amfiteater, to njihovo areno. Res, kjer dober feeling. Ful je tle ladja ne za mano. Tle je še neko parkirišče. Lej to, kje sva. In zaprahaja bus. Bum. Mislim, a ni lepo, da jaz sploh ne moram dojeti. Svetlava, da sva tle. Zdaj pijeva kavo v amfiteatru. Odločila sem z mlekom, dobila sem tole, tukajšnja bela ali pakete. Zdaj sva pa prišla v akvarium, to je v bistvu ful blizu centra, mogoče 10 minut vožnje. Ful velik kompleks in je tudi tam security guy, varnostnik, ker ti pač pove, kam moraš iti, da se parkiraš. Pa še vidim neke restauracije. Tako da ja, ful dober. Očitno se noter v v akvariumu ne sme snemati, ker je pač prečrtan znak, tako da ne vem, bom vprašala, no, če ne bom smela snemati, žal mi je. Je pa tole zunija, ne, kar sem zdaj posnela. Zdaj kva pozirajo, oh my god. Wow. No, nekaj imamo bilo tudi v slovenščino preveden, po moji tak samem plakati, ampak to je cool, lej. Noter mi je kar malo zelo ratal, da sem se vlekla. V glavnem pa se še vam pride. Morje vidim, oh my god. To je v bistvu neka, to je bilo včasih trdnjava in galeva sta tam gor. Kjer razgled. Jaz se ne vračaš? Prav mož, da se ne bo vrnil v Ljubljano. Tako ne zdaj nič posebnega samo po sebi, ampak pol ta narava, pa še tale morje. To je pa mesto neko. Wow. Tale akvarij je razdeljen na dva dela. Se pravi, ta del, prvi del stavbe, kjer so pa zdaj. Potem je malo nižji drugi del, kjer imajo še morske pse, pa delfine tu, zdaj nisem čez jih. Vstopnica za odraslo osebo je 17 € pa še neki. No, zdaj se vozila malo pauzo. Hvala. Kaj so cute. Ne, tu. No, in zdaj greva v restauracijo na kosilo, v restauracijo Bonaca, ker tukaj je včasih delal en kolega od mojega, ki pa je, da je dobra hrana, tako da greva pogledat. In evo, čisto sem že zadihana, no. Razgled. Fenomenalen. Evo, file brancina sem naročila, pa še priloga pride. Evo, dober tek. Napojila sva se, pojedla sva. Cene ja so kar visoke, sam tudi če gledaš, kakšna lokacija je pač razumljiv. Razen moja kava je 2,75, like, what the hell, mislim, da je pa preveč. Ampak postrežba bila pa res vrhunska. Ful dober natakar. Kaj sem reči? Zdaj greva nazaj v ta drugi del akvarija. Pogreva do najnega apartmaja, ki je tam blizu centra, recimo. In pol se greva kopat. Pol je pa še plan, da greva malo v Pulo, po mesto malo. Pa jaz seveda hočem iti v areno. Ker sem bila tle, ja, jaz sem tle že enkrat drugač bila. Sicer ful let nazaj. Kaj pa jaz nekaj 15 let nazaj po moje. Pa sem samo tako malo po centru, nisem šla pa v areno,
Tako da zdaj to moram popraviti. Joj, sploh ne moram dihati. In pa še morski psi. Kako se slabo vidi, sorry. Oh my god. Nemo. Wow, pa se pi kamere. Koralni grebeni so tukaj, ena taka posebna soba. Tle toliko smrdi, ko so tele želvice za mano, vse so cute. Ampak res smrdi, ke da smo v hlevu, pa nič da žalim koga, ampak. Kako se skupi. Zelo gadiška. Lej, dobila sem morskega konjička, to je moja najljubša morska žival. Lej, to prav veden noče not, ali kaj ne sme not. Augustov tempel in pa center. Kva sem happy, da sem tle spet. Tega se spomnim, ker sem šla v Augustov tempel. Pa tako kakšni stvari, no, drugače sem ful pozabila, tako res noro. Evo, šla sem v Augustov tempel, priporočam, vstopnina je samo 2 evra. Pač rimske stvari so noter, tako da moraš iti, če te stvari seveda zanimajo. Drugače je ful prijetno, ko ga piha, no, drugače bi bilo res malo prevroče. In moj dragi me je v Zunčaku in zdaj, kaj počneš, šta radiš? To je to poroka. To me je zmerno na eno poroko spomne. No, zdaj sem se pa parkirala in greva na plažo. To je ta Stoja plaža, tam je en shopping center. Tam se lahko parkiraš, pa je. Šla sva v vodo in tak na začetku je zmer brzdolka pri norci. Pa fajn in zdaj spet vroče. Uživala. Cheers. Zdaj smo prišla z plaže. Ful je problem s parkingi tlele v Puli in so se morala, mislim, da je 500 metrov odpeljati stran, pa tam parkirati. A nisem to še razlagala, v glavnem. Zdaj sem ostala sama, ker grem v areno in grem noter si pogledat, ker pač mojega dragega to ne zanima. Tako da sem prvo uno, a grem sama pa v uno, ko rekel ja, I'm scared. Ampak ne, si cool. Tudi takrat, 15 let nazaj, ko sem bila, sem došla sama, ne. Sem dobro, tako sem mlada pa nora. V glavnem ja, tako da zdaj grem v areno, pa pač valjda ne tako pošeram. Vem pa, da je vstopnina 10 evrov, no, to pa vem. Well, dobrodošli v areni. Skoro sem rukala. Tako ful je malo ljudi, to se res plača iti pol bolj zvečer, ko se ohladi. Evo, tako zelo lepš vidiš. Itek še pokažem. Tadam! Res wow. Sploh ne moram verjeti, da sem tle. Pa, ker je pač res to toliko staro. Mislim, tako nikoli ne moram dojeti, ne, da je to toliko staro. Oh my god, da si predstavljaš, le so imeli gladiatorji te svoje bitke, pa recimo zdaj, ko so ful te filmski festivali, pa raznorazne prireditve. Ampak tudi sem videla, da imajo neke gladiatorske neke nastope. Zdaj, kako je to folka, da te gledajo. My god, ampak ja, svetovno. Smo nekam ne grem zdaj v bistvu, ker je ful tako za pogledati.
da sem bila res najbolj srečna in to željo sem si uresničila v Puli, tako da pa še tak lep, sončen zahod. Mogoče si to misel, vse to pa ni mehna, to ni nič posebnega, čist mehna stvar, ampak se li to je fora, da smo mi hvaležni za vsako mehno stvar, ko jo doživimo. Pa tudi lahko bi rekla, da ni mehna stvar, ja, ok, 10 € je vstopnina, ampak mogoče pa to ne bi dal 10 €, tako kot jaz takrat 15 let nazaj, ker nisem hotela dati, ker mi je bilo pač to predrago. Dobro, se tudi zdaj je bilo vredno, ker sem bila tako happy, da je bilo vredno. Ampak tako, nekdo si pa pač mogoče tega ne more privoščiti, ali pa tudi si ne more privoščiti, da sem pride. A veš, take stvari pač, je treba ceniti, pa zdaj sploh, ko je vse toliko drago, da je prav noro. A veš, sem jaz lahko tle, pa tudi če bom zdaj, ne vem, rabila dela toliko pa toliko, da pač noter prinesem. Bila sem tle, prišla sem, pa še to, da sem prišla v areno. What a light! Ojoj, ok. Res, jaz sem tako zdaj hvaležna. Pa prav rabam to energijo za naprej, da me nos, kakorkoli. Ok, našla sem en lokal, tlele za mano, kjer sem jaz, takrat, ko sem šla v Pulo, z vlakom, sem spoznala enega gospoda z vnukom in smo šli pol v tlele na kavo. V bistvu se če njega srečala, spomnim, kako bi prišla sem do centra, ki je itak noči sem poznala. Pa tudi takrat ni bilo pametnih telefonov, za zemljevid pa to. Tako da glavno, pa smo tle kavo spili, pa smo se ločili in pa sem šla naprej, po lepi spomini.